Vsi, ki imate 2 ali več otrok, veste, da mlajši vedno ponavljajo za starejšimi. Vedno prav capljajo za svojimi vzorniki in prav upijajo vse njihove fore kot kake gobe. Običajno ta najbolj butaste. No, jaz pa sem našel avtomobilski ekvivalent tega, čeprav fore tukaj niso niti najmanj butaste. Evo ga, Golf! No, Golf je v bistvu njegov večji brat. Tole pa je osveženi Polo, ki po zadnji prenovi izgleda skoraj tako Golf. No, zadaj bolj kot spredaj. Se pravim, pobira iste fore. Tole je šele 6. generacija Pola, ki je po 3 letih deležna malo lepotnega tretmaja, da bo dovolj atraktivna še za prihodnjih nekaj let. Oblikovno je zdaj še bolj podoben večjemu Golfu, sploh tale zadek se mi zdi skoraj enak, pa tudi spredaj mu je zelo podoben, s čimer ni seveda čisto nič narobe, če vprašate ponosne lastnike. In če Golf nekako narekuje smernice v svojem razredu, na podoben način enako počne Polo v mal manjšem segmentu. In oblikovno je res, da ni nikoli posebej razburjal, je pa vedno skrbel, da je suveren na vseh področjih. A od kdaj? V bistvu od leta 1975, ko je na ceste zapeljala prva generacija. Do Anžetovega rojstnega dne so jih prodali že pol milijona. Že je kar star, ja? V bistvu je pa zanimivo, da je prvi Polo bil Volkswagenova izvedenka Audija 50. In že kaj kmalu je bila na voljo tudi malo hitrejša različica Polo GT z 1,3-litrskim motorjem. Druga generacija se je obdržala kar 9 let, do leta 1990. Takrat se je proizvodnja potem preselila v Španijo, že sredi leta 1980 pa so zanj začeli razvijati dvovaljni dizelski motor. Si kar predstavljam, da s tem bi bil Polo en hud izstrelek, zato mogoče boljše, da nikoli ni prišel v serijsko proizvodnjo. No, podobno škatlasta je bila tudi 3. generacija, čeprav je bila izdelana na povsem novi platformi in na voljo s 3 ali 5 vrati. In ta Polo je dejansko bil kopija Seata Ibiza. Potem pa 4. generacija, prvič malo bolj zaobljena, v bistvu še bistveno bolj kot ta, aktualna. Volkswagen Racing je s takim dirkalnim Polom leta 2003 celo zmagal na Junior World Rallyju. In če so že prej obstajale kakšne zanimive izdaje Volkswagena Polo, se boste teh verjetno najbolj spomnili iz 4. generacije. Saj veste, Polo Fun, pa Dune in Polo Soho, tudi s takimi zanimivimi karoserijskimi dodatki, vse samo zato, da je Polo bil bolj zabaven in atraktiven. Ok, 5. generacija. Pri tej se mi zdi, da so konkretno zavihali rokave in več pozornosti namenili materialom in počutju potnikov. So jih tudi mogli, zato ker so enako naredili konkurenti. Leta 2009 je bil nominiran za Evropski avto leta 2010, istega leta pa je postal tudi svetovni avto leta. Ampak ok, zdaj smo pri 6. generaciji. Leta 2017 je pripeljala, večja in bolj prostorna kot kadarkoli prej. Tudi bolj zrel se nam je zdel avto in težko smo mu karkoli zamerili. Prostora pa je bilo za malčka, in ga še vedno je, veliko. No, to pa je zdaj posodobljeni model. Izdelava je na enakem nivoju kot pri Golfu, torej vse lepo štima, tudi tukaj pa počasi izginjajo gumbi in je večji poudarek na zaslonu, tako kot pri vseh modernih avtih, a ne? Na začetku so na voljo samo litrski 3-valjni TSI, tale ima recimo 81 kW, kar je 110 konjev, ne smemo pa pozabiti tudi na GTI, a ne? Tam je pa konjev bistveno več. No, zgodovino, kot vidite, obvladam, zdaj pa grem tole mašinco še testirati, da mi lahko o njej povedal še kaj drugega, a ne? In skoraj ziher sem, da bom med testom srečal še kako ponosno lastnico ali pa lastnika starega. Pokažemo v naslednjih oddajah, brez skrbi.